ukvarjam s filmi že vrsto let. V bistvu že 6 let snemamo kakšne filme, odkar smo od staršev odkupili eno starejšo kamero. Od takrat snemamo razne videospote, potem kakšne 24 ur, potem kakšne reklame, kakšne filmčke. Tako v bistvu malo smo se igrali s kamero do lanskega leta približno. Lansko leto smo pa se začeli ukvarjati že z montažo in tako je nastalo približno 11 filmčkov. Eden je bil tudi nagrajen in to nas je spodbudilo tudi k temu, da smo začeli snemati Barvo sončnice. Tako malo daljši film, malo mogoče resnejši film, tudi malo bolj kvaliteten film, kar se tiče tehničnih pripomočkov. Tako da mislim, da je vsak film, ki ga posnamemo, vedno boljši. Stališče, ne vem, tehničnih stvari, potem več izkušenj imaš, boljše igralske zasedbe so, mislim, tako vica, da se film razvija. Letos poleti smo tudi s sestrami poimenovali to našo skupino, snemalsko in igralsko. Namreč poimenovali smo jo Do It, kar po angliško pomeni naredi to. Po špansko se temu reče hazlo, ampak najbolj nam je všeč bila angliška beseda in pač smo se odločili, da bomo jo uporabljali. Naredi to, zakaj prav to ime skupine? Najbolj zato, ker smo v bistvu, ko smo bili mlajši, smo veliko kritizirali filme, slovenske filme in tuje filme. Niso nam bili všeč, vedno smo videli, kako bi lahko kaj boljše naredile. In zato smo se pač odločili, da bomo mi naredili kaj boljšega, ne. Ampak vse tako, ne, na začetku vedno ni boljš, ne, kakor misliš, da bo, ne. Ampak s časoma mislim, da bomo kar napredovali. Mislim, če bomo vztrajali, če si bomo vzeli dosti časa, če bo čas, no. In če bomo tudi na drugih področjih uspešne, potem mislim, da bo lahko enkrat kakšen res povedal film maraton. Ja, pa da ne bomo samo kritizirali tujih filmov. Moj ideal so filmi, ki jih predvajajo na Hallmark programu. Všeč so mi, ker so zelo realni, so resnične zgodbe, tudi če niso resnične, prikazujejo realno življenje. Zdi se mi zelo v redu, kvalitetni filmi se mi zdijo. Tako da upam, da bodo kdaj filmi, ki bom jaz posnela, tudi podobni takim filmom, kot so na Hallmark. Ja, jaz osebno se s filmi rada ukvarjam, predvsem s snemanjem filmov in samo izdelavo filmov. V bistvu zaradi tega, ker enostavno, ko snemaš film, ko si nekako v drugem svetu, ko premišljuješ o filmu, ko delaš scenarij, ko montiraš in vse to skupaj, enostavno si v nekem drugem svetu, lahko je bolj zanimiv, nastanejo tudi težave, ki jih je potrebno reševati. Ampak enostavno lahko preklapaš med realnostjo in imaginarnim svetom. In to mi je najbolj všečno. Predvsem pa s samim potekom, v bistvu, ker gre tudi obenem tudi za druženje, enostavno druženje med igralci, med celotno ekipo, pred nastajanjem filma, med nastajanjem filma in tudi po. Ponavadi gremo ob koncu snemalnega dneva tudi na kakšno pijačo ali pa nekako, da se še pogovorimo, naredimo načrte za naprej in ja, snemanje zna požeti zelo veliko energije. Vse skupaj smo posneli v 6 dneh. Snemali smo pa tako od 2 uri na dan do 6 ur, največ 6 ur smo na dan snemali, tako da je vse skupaj šlo zelo hitro čez. V bistvu najmanj časa je potekalo samo snemanje, največ časa mi je povzelo montiranje in tudi priprave na samo snemanje. So vzeli preveč časa. Veliko časa, no. Montiranje še zdaj malo poteka, drugače pa ponavadi v petkih montiram pri tem prijatelju Žbetu doma, na njegovem računalniku. Torej, Bojana, povej nam, kakšni so bili začetki, kakšna je bila sploh ideja? V bistvu se je vse skupaj začelo enega večera popoldneva, ko sta bila pri nas doma Anže in Tina in sta bila res dolgo pri nas in to in potem smo se pač malo pogovarjali, bilo nam je malo dolg čas in smo vzeli kamero v roke in smo se malo snemali in tako, ampak vse skupaj ni bilo nič. Potem pa v bistvu, medtem ko je Anže delal pico,
so se mi Destino pogovarjale malo o scenarijih in to, in potem sem se spomnila eno idejo in sem začela razlagati Tini eno zgodbo o... Pa se po naključju srečava v mestu in potem ti ful rečeš, jezno, kao vprašaš, no, zakaj je ptica okrogla? Veš, kao jezno. V zvezi z igralci na ulici, ko pač ki igrajo inštrumenti na ulici, en zaplet sem se spomnila in potem smo pač šli do City Parka, kjer naj bi bilo najbolj osvetljeno ob tej uri in smo tam hoteli posneti ta prizor. S tem, da bi Anže igral pač to, kar je zdaj Kristjan igral, Tina je igrala pač to glasbenico, jaz sem bila pa kot punca od Gabra. In medtem, ko smo hodili po ulici in to vse skupaj, ko smo se pripravili, ko smo že vse postavili stojalo in vse to, so kar naenkrat se luči ugasnile v City Parka in pa smo snemali pač v temi, pol temi. In vse skupaj niso bili kvalitetni posnetki, zaradi zvuka, same osvetljave in vse skupaj. In tudi same zgodbe ni bilo. Tako da, ko sem se vrnila domov, sem ugotovila, da iz tega pač ne bo nič. Okej. Pozdravljena! Tisto kitaro še imate, gospod, tisto črno kitaro še imate, gospod, tista bila je res dobra. Živo! Alo! Imate kaj približa mogoče? Imel bi kaj. Dejno. Ej, koliko mi danes zaslužaš? Ja, še enkrat. Še gre Jurija, ne? Sam. Se splačam. Ljudje v teh dnevih ne cenijo glasbe. Pa si glasbenica? Nekak, ja. Kaj si pa študirala, če si već študirala? Na kaj igraš? Ja, ne. Ene par razredov osnovne šole Sem dobila eno nagrado za varuha človekovih pravic, sem dobila obvestilo domov in to me je nekako spodbudilo, da bi pač res dokončala scenarij, da bi napisala eno zgodbo do konca, od začetka do konca, nekaj konkretnega. In to sem pač napisala v eni uri, je bilo vse končano. Potem sem pokazala svojim sestram in jima je bila zgodba zelo smešna. Pač najprej je bilo mišljeno, da bi snemala eno komedijo, en tak humorističen film, nekaj v tem smislu. Ampak pa na koncu je vse skupaj prišlo v en tak en tak žanr mladinsko-umetniški melodrama, kot komedija. Scenarij se je dodeloval dalj časa sprot, pred snemanjem, potem med snemanjem, tudi po snemanju, ker najprej, ko napišeš zgodbo, je ena, pride ena zgodba, ko snemaš, pride druga zgodba in ko zmontiraš še čisto nekaj tretjega, pride ven, ampak kar smo posneli, mi je zelo všeč. A me vidiš? Cool akcija. Meri si uresničila svoje pričakovanja? V bistvu nisem nič pričakovala sploh od tega filma, sem si že prej ustvarila eno sliko tako, kako bi to izgledalo, ampak prišlo nekaj čisto ven drugega. Mi je pa všeč, kar je dati. Kakšen je bil tvoj odnos z igralci in ekipo? V bistvu sem v celoti zadovoljna z mojimi igralci in ekipo. In smo sicer malo težav tudi z organizacijo, enkrat en ni mogel, drugič drug ni mogel. Jaz sem si predstavljala, da bomo cele prvonovembrske počitnice, cele jesenske počitnice, da bomo pač vse posneli, ampak se pač to ni izteklo. Smo snemali tudi potem, ko se je že začela šola in pouk in vse skupaj, smo se dobili kakšne petke. Drugače pa se mi zdi, da smo se kar v redu ujeli. Včasih so bili malo problemi, da so se zbrali in da so se nehali smejati in en drugemu in sami sebi in kako so kaj povedali. Drugače pa mislim, da je bilo kar v redu vse skupaj.
Na sanjku. Akcija. Kamera teče. Kateri je bil najtežji prizor zate? Najprej bi izpostavila to, ko se je Tina vozila s kolesom in se je zaletela v luč. Kako bi to posneli, da bi ona padla dejansko iz kolesa. Ker pač ni ona kaskaderka in tudi pač ne moram tega dne pričakovati, ker smo taka amaterska skupina in to predvsem. Kaj še imaš pričakovati? Ja, ne vem. Evo, tako še enkrat. To me čisto je načrtovalo, ne? Tako mora izgledati. No, ja vidiš, tako nekako naj bi to zgleda. No, zdaj blatnik manjko, da bi to posnel. Drugač pa je bilo težko tudi snemati, zame najtežji dialogi. Zaradi tega, ker smo pač posneli velikrat z vsemi igralci in potem, ko so igralci ponovili že 10-tič eno in isto, nam je že vsem šlo že na živce ta tekst in smo ga že vedeli na pamet. Drugač pa tudi, ker je bilo pač amatersko, ker je bilo pač tudi dosti skupaj amatersko posneto, so si sami zmešljevali tekst, improvizirali so in nikoli nisem vedela, kaj lahko dejansko njih pričakujem. Ja, v bistvu moram nekaj povedati, oziroma razložiti, ne. In sicer Gabor me ni zlorabil, oziroma karkoli ne. Pač, jaz sem na ulici igrala bobne, ker sem hodila prislužiti denar za kolone, ker pač sem ga rabila. In pa je prišel pač on mimo, ne, in je pustil tam kolo in se je začel pogovarjati v telefonu in jaz sem mu ta kolo ukradla. Kaj si mu? Ukradla sem mu kolo. Najljubši prizor? Najljubši prizor mi je pa, ko se Tina pelje s kolesom po polju, pa ob cesti, sploh tam ob cesti, ko se sliši v ozadju sirena rešilca ali nekaj tako, pa se zelo dobro sklada z glasbo, ki je v ozadju. Priprave so potekale tako, da sem najprej, ko sem napisala scenarij, sem si najprej izbrala igralce. Glavno vlogo pa ni več, drugo glavno vlogo ni več igral Anže, kakor je bilo na začetku mišljeno, ampak sem se spomnila na Kristjana, ki mi je enkrat omenil, da bi se rad pač ukvarjal z igralstvom, ko bo večji. In se mi zdi tudi tako najbolj primeren za to vlogo. Drugač pa, ko sem izbrala igralce, sem pač izbrala tudi prostore, kjer se bo to snemalo. Posebej sem se mogla dogovoriti z Moderno galerijo, z Bar Korso, pa z Šubičevo gimnazijo, ko pač sem se mogla zmeniti še z tem slikarjem Modicem, pri katerem smo snemali na tečaju slikanja. Pred snemanjem sem vsakič sporočila vsem igralcem, kako morajo biti oblečeni, kateri prizori se snema, vse sem jim to sporočila po mailu ali pa po SMS-ih, tako da smo točno vedeli, kaj se snema, kdaj. In tako, no, da mislim, da je bilo kar vse skupaj dosti organizirano. Težave med snemanjem. A že sem imela kakšne težave med snemanjem? Ja. Ja, prvi dan ni bilo baterije in med snemanjem in zato je mogel pač Anže nesti v pekarno Pečak, mislim, da je nesel napolniti baterije in potem še mene par trgovin z oblekami. In med tem časom, ko so se pač polnile baterije, smo z eno manjšo kamero posneli tako, kako bo bolj izgledalo, da nismo izgubljali časa. In potem je pač smo tisti malo hitrejši posneli, kakor bi sicer. Ja, v bistvu
tudi težave so bile to, ker je bilo že precej hladno in zelo hitro se je pač spustila noč in smo mogli hitro posneti. V eni uri smo mogli vse prizore posneti, ker potem je bila že noč in zelo slaba svetloba. Pa dej, kaj sta na noge, Luka, no, dej! A si ti čist zmine ali kak? Pusti, stari. Pa ti me ne pusti. Ja, sorry, Ti si izmešan, mislim, ej. A tebi nekaj res očitno manjka v glavi. Ja, manjčice naprej, trenutno želim najprej končati srednjo šolo, gimnazijo, maturirati in se upisati na kakšno fakulteto. Potem pa, če bi dobila kakšno idejo, bi pa rada še kdaj kakšen film posnela, pa rada bi spoznala kakšne igralce, ki bi jih lahko zanimirala in uporabljala v novih filmih.